V Somaliji je turška podpora dala Mogadišu nekatere najbolj sposobne sile za boj proti Al-Shababu. Toda te iste enote se zdaj uporabljajo znotraj države. V Mogadišu so izbruhnili spopadi med policijo, usposobljeno v Turčiji, in protestniki, med soočenjem zaradi domnevnih zasegov zemljišč in prisilnih izselitev. Posnetek prikazuje člane močno oborožene policijske enote, ki streljajo na protestnike. Ta incident zdaj podžiga jezo zaradi uporabe varnostnih sil strani vlade in odpira nova vprašanja o odgovornosti Turčije za enoto, ki jo usposablja. Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Abdullah Mumin, generalni sekretar sindikata somalijskih novinarjev. Abdullah, najlepša hvala, da ste z nami tukaj na II22 News. Kaj nam lahko poveste o tem, kaj se trenutno dogaja med protestniki in policijo v Mogadišu? Lokalni protestniki v Mogadišu so odšli na ulice proti tistim, ki jih imenujejo uzurpatorji zemljišč v Mogadišu. To je tekoča operacija, v okviru katere je bilo v zadnjih 12 mesecih iz glavnega mesta Mogadiš več kot 140.000 civilistov izseljenih. Operacija pa se še vedno nadaljuje. Danes so uzurpatorji zemljišč in izseljevalci prišli, da bi izselili družine, ranljive družine v središču Mogadiša, zlasti v okrožju Vaberi, kjer so poskušali izseliti ljudi. In zato je policija, še posebej policija, ki jo je usposabljala Turčija in se imenuje Haramat, je vstopila na območje, da bi preprečila protestnikom, da bi sprožili nasilje. Vsaj za zdaj vemo, da je bila ena oseba ranjena in je trenutno v bolnišnici, več ljudi je bilo pridržanih in popoldne je bilo stanje mirno. No, pravite, da so ti turški policisti oziroma policija usposobljeni strani turških sil in da naj bi se borili proti Al-Shababu. Kakšne so posledice tukaj, če se te policijske enote zdaj obračajo proti lastnim somalskim državljanom? Pravzaprav, da, to so bili člani posebej usposobljene policijske enote, ki so jih Turki izurili pred nekaj leti. Namenjeni so bili boju proti Al-Shababu na prvi bojni črti. Žal tega zdaj ne počnejo. Zdaj se borijo proti somalskim državljanom, somalskim civilistom v prestolnici Mogadišu. In to je zelo žalostno. To je vprašanje, ki so ga člani opozicije večkrat izpostavili. Člani civilno-družbene skupnosti s turškim veleposlanikom v prestolnici Mogadišu. In to se še vedno dogaja. Do zdaj turške oblasti niso ukrepale. V začetku letošnjega leta, marca, je prišlo do napada zvezne vlade v jugozahodni zvezni državi pri mestu Bajdoa, kjer so bile uporabljene tudi turške sile za zavzetje mesta in izgon lokalnih oblasti. Na jugozahodu je to povzročilo širši konflikt na tem območju, ki traja še danes. No, poročajo tudi o nekaterih spopadih z regionalnimi silami Puntlanda. Ali naj pričakujemo, da bi bili v te spopade lahko vpleteni tudi častniki, ki jih je usposobila Turčija? Ali opažamo širitev uporabe teh častnikov, ki jih je usposobila Turčija po vsej državi? Pravzaprav da, kar smo v zadnjih nekaj tednih opazili, je bilo to, da so nekatere sile iz osrednje Somalije napotili v regijo Muduk, kjer oblasti v Puntlandu relativno nadzorujejo območje z stabilno državo že od leta 1998. In spopadi se ponavljajo v osrednjem delu regije Muduk, tudi v pristaniškem mestu Bosaso. Toda ta situacija se je zdaj končala, saj so oblasti v Puntlandu zavzele celotno območje in odstranile zvezne sile, vključno s tistimi, ki jih podpira Turčija, z območja. In zdi se, da se je ta situacija zdaj nekoliko preobrnila. Žal pa to kaže na spor in razpravo o federalizmu ter nadzoru nad varnostjo in vplivom ne le v Mogadišu, ampak tudi zunaj Mogadiša. Puntland je regionalna država, ki učinkovito deluje od leta 1998. Bila je osnova sedanjega federalizma v Somaliji in se je izkazala kot uspešno delujoča država, ki je zelo demokratična. Svoje prve neposredne volitve so izvedli leta 2023. Regionalne oblasti so vodile kampanjo proti ISIS-u in Daešu. Vse te dobre poteze regionalnih držav zdaj spodkopava zvezna vlada, kar je resnično pri gradnji somalijske države velik korak nazaj. Abdullah Mumin, lepo, da ste z nami na II22 News.
Hvala, da ste z nami delili, kaj se trenutno dogaja v Somaliji. Cenimo, da ste bili z nami. Najlepša hvala, da ste poslušali.